Radio SI Main Stage. Tako, Urban in Batista Cadillac, zdaj le si že malce okusil studio, praviš, da stvar dela, da bo glas potrebno malce še upeljati in potem bo. Ne? Malo pevanja bo, ja. Kakšna posebna reč pred, imaš kakšna, ne vem, hodiš šestkrat v krogu, gledaš v zrak ali kaj takega. 27 sklic pa 2 kozarca oaze. Tako. Ne, nimam nič posebenega, upet se moram, zato ker si pač postavimo vse prekleto visoko, ne. Tako da samo to. No, ampak nekateri pravijo, da je ne bo meja, ne? Ti si mejo malce niže zastavo, ne? Dejal, kar se petja tiče, ne? Ja, lej. Ja. No, ampak sama zasedba, ki se je zdaj nekako že uigrala, se je uigrala tudi zato, ker v mesecu maju izid plošče in koncert, ne? 14.5. v Kino Šiški. Ja. Zdaj je vaja ogromno, ne? Zato, ker moramo to speljati, tudi v bistvu pa tudi z razširjeno zasedbo, ne? Tako da je veliko enega usklajevanja, veliko vaj in načrtov. Dirigenta nimate, ampak kako se ta organizem premika potem po odru, sem pa tja komunikacija, da se vaja, ali je to nek feeling? Je kar vaja, po moje, no. Mislim, mora biti vaja do neke točke najbrž, potem pa lahko tudi zmanj, mislim, ko se res poznaš, ko res dihaš skupaj, je mogoče lahko ta feeling, se potem nekaj ve, ampak mislim, da moraš načrtno postavljati stvari, no. Vsaj v tej fazi še. Kaj pa sama vloga frontmana, ne? Nekdo jo more prevzeti, ne? Zdaj ponavadi vokalist, to ti je blizu ali si se nekako rekel, ok, ne, bom pa jaz frontman, ne? Ker sem že pač pevec, ne? Mislim, da moraš biti toliko egota, da si frontman, če si pevec, ne? Pač seveda, ne, moraš prevzeti, nekdo more prevzeti, ampak to ne pomeni zdaj tudi znotraj benda neko odločanje, pa da dirigiraš, ne. To mora biti pač neka enota, ki deluje po mojem mnenju enakopravno. Oder je pa pač druga stvar, ne. Tam pa kdor vleče več pozornosti nase, pač jo, ne. In to sem v tem primeru jaz, ampak. Ja, si predstavljaš, Helena, da bi enkrat dali bobnarja na začetek odra, pa potem Urbana tam do konca, zadaj, da bi jim pomahal, ne. Ja. To si ne znam predstavljati, kaj bi to za glasbenika recimo pomenilo, ne? Bi zvok lahko funkcioniral tako kot zvok funkcionira v bistvu ampak zate kot pevca v ozadju? Ne bi mi pasal toliko. Ampak bi bil pa potem tisti človek iz ozadja, ne? Tako je, stric iz ozadja. Si predstavljaš, tudi publika najbrž bila šokirana, ne? Da se zavese odgrne in potem bobnar na sredini in kje pa je pevec, ne? Ampak če bi bil na kakšnem pedestalu, potem čeprav pa bi. Pri Eaglesih je tudi delal, ne? Kaj je bobnar pel, ne? Ja, pa pri Genesis pa še parih, ne? Lahko bi pa imel ti veš ono, tak bi stal zgore, ne? Ne bomo vsega izdali. Morda se pustimo za 14.5. Še pa kaj 14.5, ne? Še pa kaj najde, ja. Vinilka, prejle sva je nekako omenila, je to zdaj ta retro reč, tudi vaša bo morda kakšna limited edition ali še zaenkrat ne? Ja, zdaj takole, z vinilkami je mal problem, ker je čakalna vrsta tako enih 8 mesecev, ne. Zdaj pa, ker smo mi plato zaključili pa mislim, da ni pred enim mesecem. Žal zdaj zaenkrat ne bo, mogoče enkrat kasneje, ampak zaenkrat je pač CD v klasični obliki. Ampak ti jih imaš na policiji ali si bolj ta digital download, MP3, Spotify guy? Sploh nisem Spotify guy, pa to. Vinilke so moja strast, to sem po očetu prevzel in večino muzike sem tudi spoznal skozi vinile, ker pač je fotor tega res imel, ne. Tako da, ja, mene ta način kar ljub. Se mi zdi bolj avtentičen. Večkrat sva s Heleno se že tudi pogovarjala, živimo v vizualnih časih, ne? Ja. Video spoti so nuja, ne? So nuja ali je tudi fajn, če jih snimaš, ne? Mislim, luštanje, vsak proces je lušten v glasbi in snemanje spotov in glasbe, sploh če imaš neko idejo, kako bi to bilo, pa da imaš recimo v glavi, da bi to znal dobro izpasti. Se mi pa zdi, da so spoti, skoraj nuja, ne? Zdaj single brez spota ponavadi
Ponavadi pač ne dela tako, no, kot Ja, ja, pač- spotom. Neki pač ljudje radi vidijo. Ne? Ja, ne? In če ima telefon v roki, ne, ali pa tablico in potem malce brska, ne, bo najprej prišel do slike, ne, Tako. Batista Kederik in stisnil, poglej, imajo pa nov single, ne, Tako. ali pa nov video spot, Ja. ali kako. Ali pa zanimiv imič z Eme, recimo. Ali pa zanimivo ime, če zime. Ja. Ja, to je bil dogovor, ali je nekdo prišel in rekel, fanti, imam idejo, gledajte, tako bo. Ne, vsak se je prišel čist zase obleči na Emo. Ja. Dajmo se presenetiti. Je to je bilo vse načrtovano. Mi sami do tega sigurno ne bi prišli. Smo imeli stilistko in je ona nekako Ste dali to. kakšen veto v Mislim, procesu? smo poskušali, ne? Ni bilo Ker ve, jaz- ampak bilo je ve to. Ve ne. to, ja. Ja, ja. Mislim, ko sem videl Lajbič, usnjen, sem rekel, dobro, ok, no. Ampak kaj pa si mislil spodaj? Ja. Jaz sem mislil na noč. Kilt. Ja. Aha, ok, super. Spodaj kot Ja. pod Lajbičem. Ja, ja. En Tako da- teden po 5 ur v telovadnico, potem pa pride. Ja, pa je res bilo v bistvu v enem mesecu 7 kg. No. A, Zaradi no. tega, ker je bilo, mislim, jufka moment je bil, no, ko sem se vnil. Ja, leto pa pol nazaj smo se bolj poglabljali vase, dobesedno. Tako je, ja. Veliko je bilo časa za to. Malce drugače. Okay, da malce prekinemo z muziko Teskey Brothers, zanimiva mlada zasedba, blues zasedba iz Avstralije. Kako? Blues soul. Odkot? Recimo to. Pa kaj, mislim, pevc mene navdušuje, no. Čeprav je belec, gre res. Tudi ti. Gre ne? res, ja. Si Okay. se vokalno našel, ne? Čeprav bi morda nekdo najprej pomislil na kakšno drugo muziko. Recimo, ja. Ja, tako in on je pač res ravno tako avtentičen. Avtentični so v tem, kar delajo, vidim mogoče neke povezave med njimi in nami in zato se mi je ta komad zdaj primeren. No. Dobro, te pa spustimo te Avstralce malce v eter. Radio SI. Main stage. Tako, 49 minut, še dobre pa ure je do live stream koncerta zasedbe Batista Kederik. Časi, najprej pandemija, zdaj potem vojna, pa volitve in vse skupaj. Kako glasbenik bi naj bil po definiciji neko bitje, ki se odziva na vse vibracije, ki prihajajo? Kako je v teh časih biti glasbenik, nekako prepletati glasbo in aktualno dogajanje, komentar? Ali, mislim, lahko se morda izogibaš, pa ne tepaš okolice, ali pa pač kako to vpliva na človeka. No? Mislim, seveda na vsakega posameznika najbrž vse, kar se dogaja in se je dogajalo, vpliva slabo. Se pa skušamo mi v bistvu malo distancirati od tega in probati delati, pač se izklopiti, no, in delati muziko, pač čist neodvisno od tega dogajanja. Je Se pa pravi- seveda vplivalo. Ja, izberi glasbo kot alternativo vsemu temu, kaj sva naštela, recimo. Ne? Se pravi, priklopi se na muziko in Heavy pač metal. tudi v prenesenem pomenu. Ne? Ja, Načrti smo dajali koncert, pa plošča. Naslov plošče še nismo omenila, ne? ja. Pa dajmo se presenetiti. Dobro. To boste izdali na koncertu ali kdaj? Na koncertu se prodajajo plošče, takrat se začne Takrat prodaja. bodo vsi vedeli, kaj in kako. Tako da se bo videl na vidku. Aha. Dobro, mi se tukaj radi gremo kdaj kakšen tak iskren kviz, ne? S kakšnimi vprašanji. S Helena ti bo povedala, kaj in kako. Predvsem ciljamo na to, da pač bodi to, kar si in povej. Ne? Okay. Ja, prva asociacija najboljša in edina pravilna. Okay. Kako je videti tvoj jutranji ritual? Slabo. Lahko malce bolj plastično? Ja. Vse sem prišel zjutraj k vam, ne? Ni kaj do zapovedati, mrtev človek. Kako pa je zate videti dober dan? Sončen, Najljubša aktivnost v prostem času? košarka. Dončić ali Dragić, če smo pri tem. Vsi fantje so odlični, ampak Dončić, no. Na kakšen način eliminiraš kakšne stresne faktorje v življenju, poleg košarke? Z optimizmom, kaj pa vem. No, Vse bo boljš. Ker si omenil košarko, katerega glasbenika bi povabil 1 na 1? Gregorja Strasbergerja.
Oba v retro oblačilih. Pa je tudi košarkarji. Ne? Če bi izbral eno najljubše prizorišče za Batista Cadillac v Sloveniji, katero bi to bilo in v svetovnem prostoru, recimo? Zaenkrat bom rekel Kino Šiška za Slovenijo. Zunaj, ne vem, kaj pa vem, dajmo reči Wembley, no. Če smo ful optimisti. Si romantik ali realist? Romantik. Kaj pa najljubša igra iz otroštva? Gumičist Človek ni bil, ne? jezi se. Knjiga, ki si jo nazadnje prebral? Že dolgo ni bilo časa za knjigo. Ampak ja, Ogenj, rit in kače niso za igrače, mi je bila zanimiva. Močna. In če bi sebe srečal kot 15-letnika na cesti, kaj bi si svetoval? Kaj pa vem, da se malo mir, ne veš vsega. To je to. To je Urban, to. hvala. Hvala vam. To so ti nasveti, ki si jih vedno znova lahko damo. Ne? Ja. Pa toliko generacij je šlo že mimo, pa še kar je vse enako. Ne? Ja. Zanimivo je bilo, ne? Vsi govorijo o razvajenih otrocih v teh časih, potem pa prebereš izjavo oziroma citat od Sokrata, pa reče, današnji otroci so pa res popolnoma razvajeni. Ja. In mi smo se popolnoma spremenili. Sodelovanje z drugimi glasbeniki pri projektu Sladica si jim nekako tudi sodeloval, ne? Tako. Kako se je to išlo, kako ideja, super, ni ne? povabljen? Slovenski all-stari, po moje. Povabil me je v bistvu. Začel se je, mislim, da tako, da je Košir pokazal en posnetek Zecu. In mu je bilo pač všeč, smo se dobili in to je bilo tik pred nastajanjem tega albuma, ki se je pol spet zaradi covida zelo zavlekel, ampak sem pol s tem avtorskim komadom prišel in sem zdaj nek član, dajmo reči. Dobro, ampak sama solo karijera te morda tudi zanima ali zaenkrat ne razmišljaš? Razmišljaš bolj skupinsko? Jaz, kar se tiče glasbe, razmišljam kot Batista Cadillac, ne Urban Lutman, in mislim, da je to prava pot. Bomo videli, kako bo v prihodnosti, ampak zaenkrat je band. Zanimivo je bilo, ne? Več koga smo že tukaj vprašali, katero knjigo je kdo kaj prebral, ampak pri glasbenikih se res ta audio komponenta pozna. Ne? Ja. Redko kdo, najti čas najdeš, če se ga vzameš, ampak auditiven tip človeka nekako preko glasbe prejema bolj informacije. Ja, v bistvu je tako, ne? Ker rečem, da nimam časa, potem pa razmislim, koliko glasbe pa poslušam. Tako? V vsem tem, v vsej tej noriji je pa tudi smešen, bi pa tudi rekel, ti pa imaš cajta, ne? Bi bilo mogoče kdaj kakšnega književnika dobro vprašati, kaj si pa nazadnje poslušal, ne? Recimo, ne. Mogoče. Ampak kaj recimo pri glasbeniku tisto, kar zintrigira, recimo neko novo besedilo, nek nov tekst? Čisto odvisno je. Mene, ker sem pevec, velikokrat pač petje, ne? Vokal, pa kar je dobro na komadu, ne, se ponavadi se mi zdi, da je skupek vsega komad tisti, ki te privlači, ne, pritegne. Se absolutno strinjam. Imam pa še seveda vprašanje, kaj lahko pričakujemo na današnjem live nastopu, kateri komadi, kaj, že kakšnega, ki ga še ne poznamo, ki ga še niste izdali, recimo, ki bo na plošči? To žal ne, seveda vseh 6 avtorskih pa 2 priredbi. Z 2 priredbama postrežemo. Tako. Da malce še prekinemo, preden zaokrožimo današnji intervju. Prej si omenjal Strasbergera, zdaj le bomo slišali Murphyja in Zaljubila. Nekako ste prijateljsko povezani, se družite, sodelujete, mlajša generacija glasbenikov? Kako? Sodelujemo tudi, seveda se poznamo, smo pod isto založbo, so frendi, Štras je tudi, no, Rok je snemal bobne na Batista Cadillac plati, Štras je pomagal pri določenih tekstih, tako da. Radio SI Main Stage. Tako, Main Stage Batista Cadillac danes o 10:15, čas bo, da se ponovno opraviš v studio. Tako je. In tiste zadnje žeblje zabiješ od tla, da se privežeš nekako, ne? Tako. Dejal si, avtorske pa 2 priredbi, to nas danes čaka. Tako je. Kako je komunikacija s kamero? Ja, drugače, ne? Ampak
Vse uživamo, vse mislim, da ne bo težav na meni. Dobro, naš režiser bo seveda poskrbel, da se bodo reči videli, kot se morajo. Vrhunsko. Čas, da splovemo to barko, ne, Helena? Jaz čakam na moje magnolije. No, evo, bomo. Ja. Bomo uredili. Kdaj in kako pa bo potrebno poslušati vse od 10:15. Hvala lepa, Urban, za obisk in odličen koncert želimo. Hvala lepa. Radio SI Main Stage.